V bistvu najboljši nasvet je to, da pogledamo, kako smo bili uspešni pri preteklih prodajah. Predvsem je zelo pomembno, da se osredotočimo na to, komu smo se najprej obrnili, katere korake smo naredili, da so nas pripeljali do končne odločitve. Druga naloga, ki jo moramo narediti, je to, da temeljito pogledamo, kako bomo prilagodili komunikacijo vsakemu posameznemu vplivnežu. Ena od najbolj pogostih napak, ki jo delajo prodajalci, je, da imajo enak nagovor čisto za vse sogovornike. Seveda pa vsak sogovornik se sooča s svojimi težavami. Naslednja točka, na katero moramo biti pozorni, je, da ne damo prehitro ponudbe. Večina prodajalcev je najbolj veselih, ko jim kupec reče, da lahko napiše ponudbo, in mnogo takšnih napisanih ponudb, za katere smo potrošili ure in ure časa, obležijo nekje v predalu, kjer jaz rečem, da se tenstajo, dokler se ne tenstajo, da grejo v okrogu fascikel, to je v koš. Tako da je naša naloga resnično, da preverimo, ali smo dovolj zgradili željo po spremembi na strani kupca, torej pain oziroma bolečino na strani kupca, na strani tistih vplivnežev, ki so najbolj pomembni z vidika nabavnega procesa, da lahko potem dejansko oni od nas zahtevajo ponudbo. Strategija mora vsebovati ključne vplivneže, mora vsebovati njihove probleme in način, kako bomo mi z našo rešitvijo njihove probleme zadovoljili. Moramo vedeti, kakšen vpliv ima posamezen vplivnež, in pa ena od ključnih točk mora tudi biti, kako pridemo do odločevalca. Namreč statistika je pokazala, da ko imamo možnost pogovora z odločevalcem, ter končnim odločevalcem, ki ima možnost veta ali reči, da ta posel bomo šli, ko se srečamo z njim, povečamo možnost praktično za 2, da bomo do posla tudi prišli.